Pozdravljeni, pa smo spet skupaj, danes pri enačbi premice. Če se ozremo, kaj že do sedaj v premicah oziroma v ravnih črtah neskončne oblike vemo. Ja, znamo narisati kar precej oblik že, a ne. Če pogledamo, tukaj imamo 3 primere. Ena, y je 2. Druga, x je 3. In tretja, y je 2x minus 2. Poglejmo, kako bi prvo napisali. Prvo bomo narisali v naš koordinatni sistem s črno barvo. Premica je ravna, neomejena črta in zato bomo zdaj tole narisali kako, ne. Ja, y je 2 pomeni, da vsaka točka na tej premici ima y koordinato 2. Poiščemo, kje je y. Y je tu. In vsaka premica mora ležati na vodoravni premici, ki ima lastnost y je 2. Potem poznamo naslednjo, a ne. Naslednja je pa tale, x je 3. Vsaka točka na tej premici mora imeti x koordinato 3. Se pravi, poiščemo, kje je x3, pa naredimo premico na 3. Tako. No, zdaj imamo še pa tole premico. Ta premica je pa mogoče malo težje za narisati, a ne. Ampak tudi ni tako hudo, ne. Rekli smo, lahko na 2 načina. Prvi način je, da si narišemo tabelo, tako smo tudi večkrat risali. Drugi način pa je, da bi upoštevali koeficient in začetno vrednost. Pa bomo kar tako, kot smo vajeni. Narisali smo si tabelo, x in y in si izbrali točke. Zdaj, za x izberemo, ne, recimo 0 in pogledamo, kakšno vrednost doseže y, kadar je x 0. Če je x 0, dobimo 2 krat 0 je 0, minus 2 je minus 2. In recimo lahko si izberemo tudi 1, 2 krat 1 je 1, 2 krat 1 je 2, minus 2 je 0. Se pravi, zdaj dobimo 2 točki, ki jih vrišemo na koordinatni sistem. 0 pa minus 2, to pomeni 0 pa minus 2 je tu ta točka. Druga je pa 1 pa 0. 1 pa 0 gor in dol je pa tukajle ta točka. In zdaj moramo povlečiti tole našo premico. Naša premica je ravna črta, ki mora potekati skozi vse te točke. Evo, takole, ne. Malo bolj je debela od ostalih, ker sem spremenila pisalo. Ampak načeloma so to 3 točke. Pravi, imamo vodoravne, napične, poševne premice, a ne. In vse so nekako zapisane bile tako, da smo jih lahko oziroma znali narisati, a ne. Zdaj pa v resnici obstajajo 3 oblike, kako lahko zapišemo te premice, ne. Vsaka je dobra za nekaj. Pa si poglejmo, katere 3 oblike to so. Najpogostejša oblika je eksplicitna oblika. Eksplicitno pomeni, da nekaj takoj dobimo, a ne. Eksplicitna oblika enačbe premice. In tule jo vidimo napisano. Ta oblika je takšnale. Y je k krat x plus n. V zvezke si lahko napišete prvič, eksplicitna oblika enačbe premice, to je y je k krat x plus n. Z njo lahko izrazimo skoraj vsako premico, edino eno imamo problem in to je ta, ki je vzporedna y osi. Če pogledamo, je to tale. X je 3, zato ker tukaj ni y je enako, ampak piše x je 3. Se pravi, eksplicitna oblika je taka, ki smo jo vajeni, takoj dobimo, kadar poznamo x, takoj dobimo ven y. Je pa problem za vsako premico, ki ni vzporedna y osi. K je smerni koeficient in n je začetna vrednost. S to obliko smo se v bistvu že kar dodobra spoznali, zato zdaj v njej ne bomo več izgubljali besed, ne. Poznati morate, kaj je k, kaj je n in če jo prepoznate, morate vedeti, da je to premica, ne. Kaj bi bil pa primer? Primer bi bil pa tista zadnja y je 2x na primer minus 2. Neka poševna normalna premica bi bila v tej. Pa tista je tudi bila v bistvu y je 2. Ta pa ima k je 0 pa n je 2.
Tako, zdaj pa implicitna oblika enačbe premice. Implicitna oblika enačbe premice je takšnele oblike, ne. Napišete si drugič implicitna oblika enačbe premice in oblika je takole: a krat x plus b krat y plus c je nič, a ne. In tule i je tule. A in b nista hkrati nič, se pravi a pa b ne smeta biti enako nič. Zdaj, kaj pa to v praksi pomeni, a ne? Implicitna oblika, to je nekaj, bi rekli tako, ne dobimo takoj x-a, ne dobimo takoj y-a, ampak moramo še najprej nekaj izračunati. Je pa res, da z njo lahko izrazimo čisto vsako premico in to pomeni, da če bi jih premice samo v implicitni obliki pisali, potem bi jih lahko zapisali, ne. Kaj so pa primeri implicitne oblike? No, primeri implicitne oblike sta pa dva. Recimo tole imamo 2x minus y plus 3 je nič, ne. Kako jo prepoznamo? Vse x-i, y-i pa številke so na eni strani, je enako nič. Tako jo spoznate, ne. Tu pa imamo y je na eni strani, pa vse ostalo x-i pa številke so pa na drugi strani, ne. To je eksplicitna, torej y je, tako jo prepoznate, medtem ko implicitna, vse na eni strani je enako nič. Drugače pa x pa y ne izgubita svojega pomena, ne, še vedno lahko narišemo to premico, lahko delamo vse z njo, ampak pač moramo malo več računati. No, potem je še pa tretja oblika, segmentna ali odsekovna oblika enačbe premice. Mi jo bomo večkrat klicali odsekovna kot segmentna. Segment je pa en odsek, ne, zato nekako za eksplicitno pa implicitno obliko sta se tujki prijeli, ne. Tukaj za segmentno se pa je nekako bolj ta slovenska različica prijela, ne. Zdaj, kakšne oblike je? X ulomljeno z m plus y ulomljeno z n je 1. Ta n že poznamo, to je tista naša začetna vrednost in je tule, a ne. Tale del je n. Tale m nam pa pove odsek na x osi. To je pa od nič pa do tam, kjer seka, to je pa m. In zdaj temule rečemo ničla, to je tam, kjer seka x osa, ne. Tele vrednosti rečemo pa začetna vrednost, to je pa tam, kjer seka y os, ne. Se pravi, odsek na y osi nam pove n, odsek na x osi pa m. Vse skupaj mora biti pa enako 1. Zakaj je pa ta dobra? Ta je pa dobra zato, ker lahko jo kar takoj narišemo, ne. Bom zdaj mogoče tule lahko pokažem, kaj mislim s tem. Če imamo recimo takole x ulomljeno z 2 plus y ulomljeno s 3 je 1. Kako bi zdaj tole narisali? Če si narišemo koordinatni sistem. Takole malo ga bom zmanjšala, saj mislim, da se bo še vseeno videlo, ne. Takole. Kako jo zdaj narišemo? Ja, tale del nam pomeni, kje seka x os. To pomeni, ker tule imamo točko. Ta je za x, ne. Kaj pa y? Y je pa pri 3. To je pa tule. In takoj dobimo dve točki, ki jih lahko potem povežemo s premico. Takole, evo, narisan. Brez kakršnega koli računanja, brez česarkoli, premico smo narisali, zato je ta oblika za narisati je res idealna, ne. Za vse ostalo je pa mogoče malo bolj okorna in za računati in za določiti koeficient ali pa razbrati lastnosti, ali bo padala ali naraščala ali pa kaj takega, ne. No, to so tri oblike premice. Mogoče izgleda zdajle zaenkrat malo tako, malo strašljiva ta snov, ne, ampak ni nič težkega. Malo se bojo samo spreminjali x-i pa y-i pa prepoznati jih bomo rabili, a ne. Ostalo pa v bistvu vso to snov, ko smo risali premice pa računali, bo vse isto ostalo, samo pač obliko bomo mogli prepoznati in glede na obliko računati.
pač tiste iste stvari, a ne. Tako. Zdaj bomo pa šli k vajam oziroma k primerom.